sem Alien Mama z vami. Na Alien kanalu se trenutno nahajate sred črnega vesolja. Ampak ja, ko boste slišali ta primer, se boste počutili ekstremno vesoljsko, ker meni ni jasno, zakaj true crime so že tako kot resnični zločini, fucked up. Se pravi, da se je na eni točki to zgodilo, da je nekdo nekaj res groznega zagrešil, tako kot je umor. Zakaj so potem vedno naknadno še taki odštekani? Mogoče zato, ker jih izvajajo razni psihopati, ok, ampak ta danes je sploh tak. Bolj ga poslušaš, bolj se bilda, manj ti jasen, a sploh še vedno isti primer poslušaš, ker se je toliko čudnih stvari zgodilo in pa na koncu predvsem pravica ni storjena krivici, ki se je zgodila in pa si ko da se dogaja še na sodišču, pa skratka, pri tem intensu vodu zdaj najbolj že čim prej začnemo in gremo v video. Anu Singh, to je to dekle, je bila obetavna študentka prava, torej pametna ženska, ampak to ista oseba, ki jo gledate, ki je zagrešila ta primer svojemu fantu Joe mu je bilo ime. Joe Chinkwo je bilo njegovo ime in skupaj sta živela v Canberri, to je Avstralija, tukaj imate zemljevid približen, da si predstavljate. A niso ljudje iz Avstralije znani po tem, da so ful prijazni pa vljudni? Pisalo se je leto 1997 in Anu je dobesedno pripravila poslovilno zabavo, ne v smislu, hej, midva nekam odhajava ali pa on nekam odhaja, dobesedno v smislu, hej, pridite na zabavo, jaz bom ubila svojega fanta in folk je prišel, folk je vedel, folk mu ni nič povedal in dejansko je prišel do tega, da je ona njega umorila. Noben od gostov tiste grožnje očitno ni jemal resno, ampak preden se je noč končala, je bil Chinkwo nezavesten, popil skodelico kave, ki je Singh, torej Anu Singh, dodala še rufije, torej drogo, da ga je uspavala, zadrogirala. Preden mu je ubrizgala čist previsoko dozo heroina, potem pa je tudi 36 ur čakala in ga gledala umirati, preden je poklicala reševalce in jim povedala svoj pravi naslov. To je bila zdaj zelo hitra zgodba, hiter opis, zdaj gremo pa na detajle. Joe Chinkwo je en tipičnih primerov ljudi, ki so zelo cukri, prijazni, doma je bil ful ljubljen, z družino so se ful razumeli, bil je uspešen in ekstremno športen tip. Treniral je toliko enih športov, da ko so jih začeli naštevati, sem jaz nehala jih sploh poslušati, ker je dobesedno skoraj vse treniral oziroma z vsem se je ukvarjal. 2 meseca je potoval po Evropi, kar je meni vedno ful prijeten plus od predvsem Američanov, zaradi tega, ker si mislim, ok, vse nekaj sveta si je vedel in nisi v tistem ameriškem bablu, ker res velikrat ne vejo popolnoma nič. Potem se je vrnil po teh 2 mesecih Evrope, kot tudi vidite tukaj na sliki, je pa postal inženir. No, v bistvu, ko je bila otrok, ko je bila mlada, je bila zelo vesel otrok, je imela pa ene 2 take motnje in sicer attachment issues in behavioral issues. V bistvu je to na nek način, ne vem, očitno po razgoju nekaj pride narobe in se ves čas počutila po mojem, če me vprašaš, tudi mogoče abandonment issues in pa ves čas iščeš neko ekstremno pozornost ali pa sam sebe ne ceniš dosti ali pa nimaš dosti samoljubezni in preprost, če to neseš naprej s sabo v odraslo življenje, pogosto pride do problemov, vsaj tako, do slabih odnosov z najbližjimi. Je bila pa ona zelo smart, bila je zelo dobra študentka, bila je študentka prava, bila je res barihtna. Je pa očitno ves čas imela nekako tudi z moškimi zaplete, ker je tukaj spoznala enega Simona in sta tudi zanosila. In baje naj bi cel ta postopek in potem tudi splav bilo za njo zelo travmatično in zelo slaba izkušnja. In posledično je prišlo do tega, da je zapadla v droge. Najprej je bila samo trava, potem pa se je stopnjeval kokain, heroin, ekstazi, moli, vse možno, tudi meth in pol, kasneje je prišlo do tega toliko daleč, da je imela v bistvu že kar pogoste halucinacije in tudi že drugi psihični problemi so s tem začeli prihajati. Očitno je do vsega skupaj rabila malo pauze, malo k sebi prijeti in je šla domov, malo starša pogledati in takrat je šla enkrat tudi potem ven žurat v klub in tam je spoznala Joeja. 1995 v Newcastlu sta se ona dva srečala, v klubu, ko sta žurala, sta se zelo hitro zaljubila in pač they hit it off, pač bila sta srečen parček. Nekaj časa je to trajalo, potem pa se je Anu Singh preselila v Canberro, torej to je ta kraj, o katerem bomo največ govorili, ker se je dejansko tragedija zgodila in ona se je tja preselila, da pač študira pravo. Se je Joe v bistvu njej pridružil, je ona tam živela sama in posledično sta imela odnos na razdaljo, ko se reče, kako se že reče? Zdaj ta razdalja ni bila spet urna drastična, je bila pa 5-urna razlika, torej 5 ur nekako vožnje z avtomobilom. In
tle lepo spoznamo Joe v smislu, on je imel tako rad, v bistvu tako je bil investiran, tako je bil cool, kar se tega tiče, da je v bistvu njo hodil obiskovati vsak vikend, torej 5 ur tja po šihtu, 5 ur nazaj, ful je bil busy, priden študiral, delal vse in potem 5 ur nazaj, tako da je mogel takrat že, ne vem, ob 3-4 zjutraj v, ne vem, ponedeljek štartati, da je bil čim dalj z njo, in potem na šiht, oziroma na faks, kakorkoli že. Ona, kakor sem prej omenjala, je imela določene psihične težave, ampak na tej točki še niso bili po moje toliko hudi in izraziti, ampak je prihajalo do momentov, ker se je počutila malo šiti, pa malo, da je imela slabe dni in on je približno čutil to pri njej in mu je bilo mar in če je ona na hitro rekla, jaz sem danes imam res bad dan, je on vzel karto, priletel k njej, da je bil čim hitrejši pri njej in je z njo preživel nek čas. Pač res amazing. Skratka, ja, navzven na hitro vse zgleda okej, ampak sta imela pa prve dvome tukaj staršev Joe. Ona dva sta bila prepričana, da Anu zanj ni dobra, zaradi tega, ker sta ga poznala, sta ga opazovala, kot sem rekla, bili smo si ful blizu in sta več čas govorila, to nekaj ni v redu, tu ni več najin sin, ne obnaša se isto, kot se je prej, nekaj se dogaja. In ker sta bila očitno dosti tako smarti, da starša sta ugotovila, da je verjetno največji problem, da ga Anu ves čas hoče konkretno nadzorovati, kontrolirati, v smislu, če ona dva nista bila skupaj, bila ona njemu sposobna pisati stotine sporočil, enega za drugemu klici, enega za drugemu, v glavnem ves čas rabila potrditev, tolažbo, ves čas biti na vezi, ves čas neko kontrolo, ves čas mogla biti po njenem, to je tipičen toksik odnos. On, ko naj bi bil ob njej, čeprav je bil tak vesel, zgovoren, prijeten, je popolnoma potihnil v zadje, pač ni govoril, ni se oglašal, kot da ga ne bi bilo, samo ona je govorila, ona je bila glasna. Pa tudi še ta detajl je, da je imel Joe eno in edino navado, ko je še živel v Newcastlu, da so imeli s familijo zvečer ob 6 večerjo, ker je načeloma edin konkreten family time in ona takrat ni mogla drugače, kot da ga lih takrat kliče in ga lih takrat rab. In to je res tak detajl, ker pri njej vidiš, da pač ni imela nekega spoštovanja do njegovih želja, ker pač, se pravim, tipično toksik. En primer je bil, ne vem, to mislim, da njegova starša povesta, ko rečete, lej mami, rad te imam, to je Joe rekel mami, Mariji mislim, da je bila, lej rad te imam, ampak on me pa zares potrebuje in takrat, kmalu potem se je on tudi dejansko odselil v Canberro, v Avstraliji, skup z Anu. Što so od Anu tukaj je, da je njeno duševno stanje, čeprav na začetku kolegi rečejo, da sta gledala srečna in sam začelo upadati. Njeno duševno stanje je šlo v maloro. Torej na začetku ta kraj nasploh. Ta kraj nasploh je znan po študentih, znan je po kampusih, znan je po tem, da se veliko dogaja, da je veliko mladih. Tako ful priljubljen kraj med mladimi. Jaz tudi, ko sem slike gledala, sem ono, god damn, pač me je bilo tudi lepo tam. Ja, in ona je dosta tam živela v eni taki hiški, prijetni, majhni, to je tale hiška, sem jo najdla, kva vse se po tegi bajti dogajali. Najbolj sta bila tudi kar resna glede razmerja, ali karkoli že to bilo, mogoče ga je malo presilila, ne vem, ampak sta imela skupaj vrčevalen račun za poroko narejen. Zdaj pa, Anu so pestile želodčne težave, zdravnik in specialisti niso mogli najti nobenega konkretnega vzroka. To je bilo malo sumljivo, ker če jo daš na ful enih naprav in vidiš, da nič konkretno ni narobe, njo pa ful matra, ja, je malo ono, ne vem, niso vedeli, kaj bi lahko bilo. Tega je imela tudi psihičnih težav veliko s sabo pa svojim videzem, s tem se je neskončno veliko ukvarjala in tudi posledično se je rodila bulimija. Ves čas je sam razmišljala, kako zgleda, koliko ima maščobe in tako naprej. Pa je zelo pogosto prišla tudi do staršev, dvigala majico, stisnila špeh, ki je bil neobstoječ, ker je bila taka in pač govorila, oh my god, gled, ta špeh, ful sem debela, ne vem kaj. To je še v redu, ker to se je potem samo nadaljevalo, ker je prišlo do točke, da je bila ona prepričana, ali je halucinirala, bila je prepričana, da stvari lezajo pod njeno kožo. Ves čas se prepričevala ljudi, zdravnike, vse po vrst, da stvari lezajo pod njeno kožo. Na vsak način je želela prepričati svojega očeta, da ji plača oziroma da ji da denar za liposukcijo, ampak tega pri njemu, hvala Bogu, ni dosegla. Prej nisem omenila, mogoče je imela te halucinacije tudi zaradi amfetaminov, je pa tudi imela disociativne simptome, kar pomeni, da se je disociirala od svojega lastnega jaza, telesa in je ves čas mami govorila, da se počuti, da njena glava sedi na telesu nekoga drugega. Zakaj je vse to toliko pomembno, razen tega, da očitno psihično ni bila stabilna, je to, da je ona imela lastnost, da je vse to krivila, vse, kar se je dogajalo, vse, kar je čutila, vse, kar jo je motil na sebi in drugje je krivila Joeja za to. Smer znam reči Joeja. Joeja? Ok, Joeja, ja. Joey doesn't share his food. Da povem še bolj čudno stvar. Enkrat je gledala 130. epizodo resničnega zločinskega podcasta Case Life. In ko je ona to poslušala in noter neke informacije, je prišla na idejo, da je ona zagotovo, kot en hipohonder,
okužena z HIV-jem oziroma z AIDS-om. Bila je prepričana. Ampak kaj je ona takrat govorila svojim prijateljem, je to, da ne more nikakor sprejeti, da je ona lahko okužena, Joey pa ni okužen, da to ni fair, da morata biti kvečjemu oba okužena, da če ona gre, da tudi on gre. Pa ne samo, da je govorila, pa razmišljala o tem, ona je ukrepala in je na njegovo zobno ščetko kapnila gor kapljca svoje lastne krvi, da bi ga pač okužila. Mislim, da on tega očitno takrat ni izvedel, ker jaz, če bi bila freaking z nekom in bi to izvedela, mislim, bež, run for your life, damn. Moj prijatelj je na tej točki dejansko že povedala, da hoče Joeyja ubiti. To pa še ni konec obtoževanja nje do Joeyja, ker enkrat so obema oklepetala in je ona v bistvu oba sta izmenjevala mnenje o tem, kako so modeli toliko suhi, kako pride do tega, da so take trlce in je on rekel, očitno se je tudi malo spoznal na, ne vem, kemijo in je rekel, mislim, da je to tisti sirup, ki ga lahko pijejo in potem lažje bruhaš, on je samo pač šeral mnenje, kaj je opcija in ona je od takrat naprej njega krivila, da je on kriv za njeno bulimijo, ker je pač dal ta nasvet oziroma idejo. Septembra in oktobra 1997 sta te 2 meseca, ki je ona začela okrog govoriti in debatirati z drugimi svojimi prijatelji, da se želi ubiti. To je meni najbolj bizarno. Že tle se začne ta drug bizaren del zgodbe, ki ni jasen, kaj da hek so te ljudje v njenem življenju počeli, že niso niti pomislili ukrepati, če ti človek govori, pa tudi če je čudna, tudi če je posebna. Če ti nekdo govori, da se je ubil, sploh če je tvoj kolega, ne ignoriraš na nobenem nivoju, meni to ni jasen, v glavnem. Prišla je na idejo, da se bo ustrelila, ampak ona je imela takrat eno prijateljico in ta prijateljica je imela kolega, ki je delal droge in on je rekel, ne se ustrel, daj raj, imam boljšo idejo, daj si ubrizgi heroin, ker če se s prevečim odmerkom si pač zadet in umreš in stvar rešena. Tada! Kako je to prijatelj? How is that a friend? Like, kdorkoli sploh v tej zgodbi, razen Joeyja. Wow, jaz se ne znam govoriti. Skratka, ne samo, da je predlagal drug način umora, pokazal je tudi in tej njeni prijateljici in njej, kako pa sploh ubrizgaš kvalitetno heroin in ona takrat najprej ni imela denarja in potem, ko je prvič prišla, je prišla po pol grama in se je učila s tem pol gramom in potem naslednjič, ko je spet prišla do denarja, je želela 1 gram. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker jo je ta dealer vprašal, zakaj pa zdaj 1 gram pač čisto? In ona rekla, 1 gram z mano, pač ne samo, da bom sebe ubila, 1 gram z mano. In on pač ni nadaljeval te debate, ni vprašal, zakaj, kdo, kaj, kako. Ti sem kup. All good, mislim, da je bilo to koliko, 600 € vse skup, tam nek. Vsega tega, da je ona kupovala to drogo in vsem govorila, da želi sebe ubiti in da bo očitno Joeyja s sabo vzela, so se dogajale še druge čudne stvari in druge psihične čudaškosti in sicer to, da je po pol dolarja in po $1 prodajala svoja stara oblačila, v smislu itak jih ne bom več rabila in ona je to prodajala in to je bilo vsem kar good. Pa zastonj je talala okrog svoje CD-je, pač svojo glasbo, spet. Starša sta bila takrat, njena starša sta vedela in sta bila zaskrbljena in sta tudi ukrepala to, kakor ste lahko in sicer do mere, da sta jo želela spraviti v ambulanco, ampak ponavadi, ko pride do tega, oddaš prošnjo in potem ta protokol traja in tudi je trajal, tako je trajal, da očitno je šlo prej vse po gobe, ker pač dolgo se ni nič premaknili in ona je bila še nekaj časa na prostem. 10. oktobra 1997 je ona začela vabiti ljudi na to svojo žurko. Pa to ni bilo tako, da bi vabila najbližje ali ko nekih pozna, ona je kar hodila okrog po kampusu, po hišah in trkala in vabila random ljudi. Te ljudje jo pogosto niso poznali, ona sem povedala, kaj je plan, da je to poslovilna žurka od njega in nje, ker pač se boste ubila in ona je spet tako, pridemo na žurko. Zdaj, tle je ful težko o tem govorim tako smiselno, kot da mi je jasno, kva se je dogajalo, ker mi ni jasno, kva se je dogajalo. Očitno njo toliko zelo niso resno jemali, da pač preprosto mislili, da je totalen joke, bullshit in sploh niso prišli do ideje, da bi ukrepali, ampak to so freaking študenti prava in mi je jasen, kako če poznaš zakon, če veš, kaj je nevarno, če veš karkoli, recimo o psihopatih, da niti ne omenaš, da niti ne pomisliš, da je malo scary, da niti
Meni bi vsi alarmi se prožgala, ne, jaz po mojem sploh čutim, kaj spila, ne mogla biti ok, bomo pol v tem, zdaj grem predelač, ampak what the heck? Ko je prej dobila navodila od unga dealerja, je kupila tudi rufije, da bo prej njega preprosto spavala, zadela in potem naknadno ubrizgala heroin. Ok, 24. oktober 1997, basically Halloween night varianta, skoraj že. Ta njena kolegica, ki je bila skupaj z njo pri dealerju, je še kazala v bode igle. Torej niso imeli samo govorico o tem, da bo ona njega ubila, imeli so dejansko dokaz pri tej ženski, da so to vadili na sebe. Torej, včeraj je bila, mislim, zame v bistvu poslovilna zabava, samomorilska zabava, je s tem kasneje povedala novinarju Philipu Adamsu. In ne vem, koliko ljudi je takrat vedelo za to. Ja, to, kakor sem jim povedala. Čeprav to je bila šele prva žurka, ta zgodba se še nadaljuje. Je še eno dejstvo, ki ima tle smisel, in sicer, da so Anu vsi doživljali in dojemali kot drama queen. Pač, ok, štekam. Ampak meni še zveč, če bi nekdo povedal v istem stavku besedo žurka, samomor, droge, a veš, reagiraš in si tako, ok, bom mečkan pazil, ok. Ali pa pač kličeš starše, dej, alo, fak je nekaj ukrepate, ali pa greš psihologu, psihiatru, neki. Ok, zdaj se moram nehati kregati, pa zgodbo povedati. Bila je ta žurka, imeli so zabavo, vse je bilo super, folk se je napil, folk je šel dam, ona je njega zdrogirala s čajem, ker so bile to že jutranje ure, torej on je spil čaj z rufiji in puf je bil zaspal kaput konc, ok? Kaj s heroinom, ona je očitno naredila neko čudno mešanco ali nekaj, ne vem kako to poteka, v glavnem v igli se je heroin strdil in ni ga bilo možno ubrizgati. Torej njen plan je splaval po vodi. Konc zgodbe, hvala Bogu, Joe je preživel. Hecam se, niti približen, to je bila šele prva žurka. Ona je ugotovila, ok, ni miratar, jenač bo pa treba še enkrat, ne, naredimo še eno poslovilno žurko. Recept za kolobotil, zaradi tega, ker ko je drugič prišlo do te ideje in drugič do te žurke, so bili ljudje še bolj prepričani, da ona očitno res se sam norca dela in nič ne bo z tega in so jo še manj resno jemali in takrat so res vsi vedeli, da gre za ta njen plan, ampak totalno po moje, ker je še zmer bizarno, niso resno vzeli tega. Tle je še bolj žalostno to, da je folk dejansko klepetal z Joeyom direkt, osebno, vse takrat tudi že, ampak tukaj so imeli te debate z njemu, ker je on dejansko imel poslovilno zabavo, ker je želel, ta del nisem povedala, ja, da je on po vsej verjetnosti še želel odseliti, je končno del, da Anu ni ok zanj in je želel začeti novo življenje in to, ampak to njej še ni povedal, v bistvu, mogoče je ona samo sklepala, ampak drugim je začel to tukaj govoriti in ko je on to govoril, mu še vedno noben ni rekel nič. Ni rekel, te bod sem malo previden, tvoje potencialno malo psiho, sam previden bod. Noben mu ni rekel nič. Anu je naredila isto, kakor že. Prvo noč zdrobila je rufije in jih vrgla v neko tekočino. Mislim, da je bil spet čaj ali kava. Potem sledi teh bizarnih, grozljivih 36 ur sranja. Samo je tekom teh 36 ur večkrat ubrizgala heroin, ker je želela doseči tisti overdose. To je toliko bizarno vse skupaj potekalo. Jaz ne vem, kaj je njej pralo v glavi, ampak ona je vmes enkrat kar šla malo v trgovino, je pustila vse tam, njega na pol mrtvega, šla malo v trgovino, ne vem, pokvaži za pit, mislim da. To se je dogajalo, preden je konec koncev poklicala rešilce. Ona poklicala rešilce, jim ni želela dati pravega naslova. Oni so jo sprašvali, ona je nekako varirala med paniko in med mirnostjo, ker je zelo pogosto pojav v paniki, ampak so jo sprašvali, kje si, in ona dala je napačno ime, dala je ime Olivija in ni dala pravega naslova. Je pa na eni točki njega gledala in je bilo tako, is it bad? Mislim, koliko je slab, da njemu iz ust teče rjava tekočina. So reševalci saj rekli, a lahko mu daš umetno dihanje in je rekla, ne morem, ker so zobje preveč, ne morem zob naraznati. Očitno je bil tok trd, da je v takem stanju, da je pač preprosto to ni mogla narediti. To še ni vse. Zdaj v vseh teh 36 urah je ona opravila en kup enih klicev, pa ne samo reševalce in fejkala neke informacije, ampak dejansko svoje frende je klicala naprej in nazaj. In te ljudje, meni to nič ni jasno, sploh kaj se dogaja v tej zgodbi. Meni je to tak mindfuck. In te ljudje so z njo govorili, ne da bi dejansko rekli, tej bajte je bila žurka, kalak, fucking rešilci tja pridejo in rešijo tega človeka. In kakšne debate so oni imeli? Slaga je, da čim ko je bruha kri, da vsakih 10 sekund samo naredi en velik vdih in da ima pač modre ustnice. Kolegica mi je rekla, da noče klicati rešilcev, ker če vklicala rešilce, ga lahko rešijo in potem bo on jezen na njo. In potem je ona ženska rekla, da je selfish bitch.
pa ti tudi, ker nisi nič več ukrepala kot to, pa da naj raje pokliče rešilce čim prej oziroma takoj, ker bo imela potem samo jezenega fanta, če jih pa ne vključi, bo imela pa mrtvega fanta. Ko so reševalci dejansko prišli, je bilo prepozno, Činkuje ni bilo možno več oživiti, ni ga bilo možno več rešiti. Ta bizarna zaključek, kaj se je z njo pa sploh zgodil. Singh so sodili zaradi umora, ampak so jo na koncu obsodili z lažjo obtožbo, torej samo za 10 let, ker je bila kao psihično nestabilna, to je ta klasična stvar. Še hujše, namesto 10-letne kazni je odslužila samo 4 leta, pa še ful hit je dobila to možnost parola, oziroma da gre na opazovano svobodo. Potem ni konc zgodbe, ona je potem naredila magisterij iz kriminologije. Kako se je počutila familija Joeja? Mama je rekla, res 4 leta. 4 leta je vreden moj sin, ker se freaking strinjam. Ta ženska tudi, ki je ven prišla, je kar ene intervjuje skošopala, v glavnem res bolana zgodba, bolana. In dejstvo, da je ona 36 ur gledala, kako umira. In dejstvo, da je ona to mesece in mesece prej planirala, vsem govorila, ves čas razmišljala o tem, planirala, da je ona za to dobila 4 leta oziroma 2 let pa 2 let, vzun je wow. V intervjujih kasneje govorila, ja, nisem si mogla predstavljati, da bi on živel naprej medtem, ko bi jaz umrla, ne morem jaz umreti, on bo pa naprej živel in se z drugo poročil in na nov zaljubil. O njemu je ves čas govorila, kakor da je bil najbolj čudovit moški na svetu, ampak pač ne bi pa mogla ona, da on slučajno srečen. Mislim, fuck. Kakor vidim, bo ta video krat dolg, nisem si mislila, ampak ja, dolg true crime, tako da zaenkrat z moje strani. Hvala, da ste poslušali, napišite, kaj mislite, ideje mi pišite na Instagram, če so ful dobre, jih naprej vzamem na glasovanje in to je to. Pridne bote, radi se imejte. Alien Mom out. Aj, čau. Love you.